Vse odkar so 16. marca tudi vrtci zaprli svoja vrata, se v vrtcu Bled trudijo, da bi ostali v stiku ter v pomoč staršem in otrokom. Z ravnateljico Heleno Ule sva se preko video povezave pogovarjali o delovanju vrtca v povsem novih pogojih. Tako da smo vrtci želeli nekako ostati v stiku s starši in z družinami, zato ker nihče pravzaprav ni vedel, kako dolgo bo vsa situacija trajala. Zdelo pa se nam je pomembno, da smo prvi tisti, ki nekako ohranjamo in smo nekako moralno in psihično in tudi pomoč z aktivnostmi in dejavnostmi za otroke. Tako smo se nekako dogovorili, da s strokovnimi delavci, vsak v svoji skupini otrok in skupino starši. Seveda tukaj so bili starši eni veliki posredniki, zato ker težko mlajše nagovarjamo elektronsko. Zato smo se nekako dogovorili, da bomo ohranjali te stike po elektronskih poteh. Strokovni delavci so vzpostavili ali Viber, Skype, maile, skratka vse različne oblike, kakor so se dogovorili s skupino staršev in pošiljali neke oblike dejavnosti, posnetke, primere, kako naj kaj izdelajo, bili na voljo tudi za odgovore. Seveda so bili veseli tudi kakšnih povratnih informacij, mnogi starši so jih tudi dajali, poslali kakšno slikco, kako so kakšno stvar izdelali in naredili z otroki, kako so šli v naravo, kaj so tam počeli. Naši strokovni delavci so odgovarjali in bili še v kakšno spodbudo, kaj naj še naredijo, tako da smo nekako bili ves čas v stiku. Kljub temu, da so se starši po besedah ravnateljice že malce privadili novim razmeram, so zanje pripravili vsebine, ki so jim lahko v pomoč tudi kdaj kasneje. Mi pa smo želeli, da kdor pa le potrebuje, da smo jim na voljo. Hkrati smo pa tudi dali na spletno stran eno rubriko oziroma zavihek, kot smo mu rekli, ideje za igro in delo z otroki, tako da tam pa lahko kadarkoli pogledajo različne ali članke koristne, recimo za najmlajše zdajle zelo prav pride v tem pomladnem obdobju odvajanje od plenic, tako zelo poljudno in za širok krog staršev pripravljen članek, pa tudi drugi članki, ki govorijo morda o kakšni govornem razvoju. Skratka, veliko pomoči, ki bi lahko staršem prišla prav. V vrtcu Bled so na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili v zadnjih tednih, naredili analizo, česa si po odzivih staršev zdaj najbolj želijo njihovi otroci. In dejansko smo ugotovili, da si najbolj želijo videti otroci svojo vzgojiteljico. Spomnim se besede ene mamice, ko je rekla, moj otroček najprej reče, če zdaj uporabim kar ime, Anjo bi gledal, tako, res jim je tisto ljubo, ko ostane, zato se mi je zdelo tudi prav, zdaj pravzaprav bomo, zdaj smo že v 7. tednu, to je za najmlajše otroke dolg čas, in je prav, da jih nekako tudi takole vsaj elektronsko videvajo. Zavedamo se, da bomo v ponovni vzpostavitvi delovanja nekako ponovno v nekem uvajalnem obdobju za otroke, in sigurno je dobro, da smo jim omogočili ta stik. Po zadnjih vladnih informacijah naj bi se vrtci ponovno odprli 18. maja. Mi smo te novice seveda veseli, zato ker smo že v vmesnem obdobju opažali in zaznavali, da se pojavljajo različne oblike, rečemo, nekih črnih oblik varstva. V različnih situacijah, lovskih domovih, raznih taborniških zvezah, skratka res oblike, ki morda niso najbolj prostorsko primerne in tudi kadrovsko vprašljive. Zato smo vrtci v Sloveniji delujemo, smo združeni v asociacijo Skupnost vrtcev Slovenije, preko katere tudi želimo delovati in biti povezani z našim krovnim ministrstvom. Tako da smo v skupnosti tudi napisali pobudo ministrici, naj razmisli, na kakšen način in kako naj na varen način ponovno odpremo in zaženemo delovanje vrtcev, vsaj v neki prvi fazi za te starše, ki varstvo potrebujejo in so tudi sami začeli z oblikami službe. Predtem zaposlene v vrtcu čaka kar nekaj
dela, od čiščenja in razkuževanja prostorov do ponovnih naročil hrane. Od ministrstva pa pričakujemo navodila, kako zaščititi zdravstveno, sebe in otroke, se pravi, kakšne oblike bomo lahko organizirali. Mi smo veseli, da je to zdaj takšen pomladno in prihajajoče poletni čas. Veseli smo tudi za odlične prostorske pogoje, ki jih ima naš vrtec, tako da pravzaprav se skoraj vsaka igralnica lahko odpre in nadaljuje v zunanje terase, tako da mi imamo ogromno zunanjega prostora in mislim, da bo ta oblika tudi najbolj varna, da bomo z otroki čim več zunaj. Od ministrstva pa pričakujemo, in tukaj smo jih tudi prosili za te pobude preko skupnosti, da nam nekako enotno za celo Slovenijo oblikujejo shemo oziroma protokol, na kakšen način, v kako velikih skupinah se bomo lahko združevali oziroma oblikovali oddelke in ali bo to najprej v začetnem zagonskem tednu, dnevu, možnost varstva za vse otroke ali zgolj za tiste, ki nujno varstvo oziroma katerih starši so zaposleni v podjetjih, ki so že zagnali proizvodnje in delovanje. Podrobni napotki se torej še pričakujejo, naša sogovornica pa si težko predstavlja, da bi v ravnanju z najmlajšimi na primer uporabljali zaščitne maske. Vesela sem za vse te prostorske pogoje, se pravi, da bomo lahko večino časa zunaj. Jaz mislim, da zunaj ne bo težav, morda je razmislek v tem zdravstvenem, higienskem vidiku, da bomo pozorni na večkratno čiščenje prostora. Mi smo do sedaj imeli zaposlene sodelavke za čiščenje v popoldanskem času, zdaj bo zagotovo kakšna tudi v dopoldanskem, tako da bo lahko tudi sproti se čistilo in razkuževalo, zlasti sanitarne prostore. V kakšnem, če me recimo vprašate, nošenju mask ali kaj takega s predšolskimi otroki, se mi zdi to precej otežena situacija, ker tukaj gre res za neko obliko pedagoškega odnosa in stika z otrokom. Seveda pa bomo morali biti v tem smislu pozorni, da bomo morda v nekih previjalnih ritmih ali te čisto osnovni higienski negi v neki previdni razdalji in tudi sami pozorni na svojo zdravstveno zaščito. Sama ocenjujem, da se mi zdi smiselno, da najprej omogočimo varstvo tem staršem in tem družinam, katerih oba starša sta zaposlena, zato da bomo ohranjali neko manjšo število v začetnem zagonu oddelkov in nekako potem sproti spremljalo, kaj to povzroča, tako kot recimo svetuje tudi zdravstvena stroka, da ko odpiramo in ko rahljamo, da tudi potem spremljamo, kakšni rezultati oziroma kakšne situacije to prinese v samo bolezensko oziroma če bi se s tem pojavljalo več bolezenskih stanj. V vrtcu Bled kljub negotovim razmeram ohranjajo optimizem, prav tako pa ostaja enako tudi število zaposlenih. Ja, pri nas ohranjamo število zaposlenih, zato ker so vsa delovna mesta sistemizirana. Vmes smo pa seveda tudi veseli, ker smo dobili še 2 odobrena projekta in sicer tudi kadrovska, tako da imamo še 2 oziroma v juniju pričakujemo še 2 novi sodelavki zaposleni na projektu. To so pač projekti z evropskimi sredstvi, za katere smo tudi veseli in bomo tako lahko tudi poletni čas, ko predvidevamo, da bomo v nekoliko večji zasedbi, ker smo bili zdaj toliko časa doma, da bomo lahko tudi tako kadrovsko zadostno pokriti. Do 18. maja, ko bo tudi vrtec Bled spet odprl svoja vrata, je še nekaj časa. Ravnateljica Helena Ule pa za konec najinega videopogovora poudarja. Vesela sem za vse njihove odzive in pobude. Mi smo jih tudi preko naše svetovalne službe vprašali, če se kadarkoli čutijo v kakšni stiski ali da bi imeli kakršnokoli vprašanje v tem času ali pa v prihodnjem, zdaj, ko prihaja. Starši so vmes tudi spraševali, kako bo s tem postopnim, tako da prav enoznačnega odgovora ga zdaj v tem hipu ne morem dati, zato ker ga resnično čakamo od strani našega ministrstva. Želela bi si, da bo enoten, da bo za celo Slovenijo enako, da ne bi prihajalo do nekih tekmovanj med občinami ali kakorkoli. Tako da veselimo se ponovnih stikov, poskrbeli bomo, da bo ta ponovno uvajalni čas, kar se da
uspešen, da bomo skrbeli za vse higienske ukrepe. Mi imamo zato tudi samostojno službo za zdravstveno-higienski režim, tako da mislim, da redno sodelujemo z Nacionalnim inštitutom, tako da mislim, da bomo to korektno in dobro izpeljali, tako da se veselimo začetkov.